Lep pozdrav zopet na vlogu. Če še niste, kliknite znakec naročite se in pa stisnite zvonček, da vam pozvoni zmeri, ko prije nov vlog ven. Kaj se danes dogaja? V bistvu nadaljujemo tam, ko smo končali, se pravi z okopavanjem. Mogli smo pošraufati diske dol, boste videli. Zakaj? Zaradi tega, da je bolj pretočno za koruzo, da se lahko hitreje peljemo, pa da je ne bi slučajno kaj poškodovali, ker je tukaj velika. Tako da v bistvu je plan, da zdaj okopljamo še teh 6,5 hektarov koruze, pa potem še soje, se pravi 3,5 nekaj takega. To moramo narediti, potem gremo nekaj malega zbalirati, potem nas pa že čaka glavni dogodek in sicer kmečke igre s podeželsko mladino, tako da komaj čakam, da štartamo, ampak do takrat moramo biti kar fajn pridni. Tako da, ja no, pičimo, da vidimo, kako bo šlo tole okopavanje. Zaenkrat smo štartali kar v redu, no. Tako da, ja, akcija. Zdaj pa predno lahko nadaljujemo z okopavanjem. Bomo pošraufali tele diske dol. Zakaj? Zaradi tega, ker je koruza na nekaterih delih tako velika, da jo to ovira. Tako da moramo pošraufati vsake notama 2 gor, tako da dajmo se lotiti posla. Zdaj smo pa stopili ven z traktorja, ki se mi je okopalnik zabil, pa lahko še spotoma preverimo, kakva je zadeva na polju. Tako. Evo ga, tukaj je zdaj glih nek vmesen del, ni najbolj zeleno, ni najmanj zeleno, ampak ja, no, vidimo, da plevel je kar konkurenčen, tudi v sredini bi rekel, se je kar prijelo, tako da bomo v bistvu tole zdaj lepo fino okopali. Kak je rezultat? Rezultat je, se pravi, koruza je mečkem bolj usipana, naredili smo minimalne grebene, uničili smo plevel v sredini vrste, kar je logično. Kaj se pa tiče plevela v sami vrsti, pa vidimo, da nekaj ga ostane, veliko manj, ko ga je bilo prej. S tem ga bomo pa seveda tudi malo upočasnili, tako da bo koruza dobila mečken prednosti pred samim plevelom. Je pa tudi zdaj v fazi, da ful hitro raste, tako da vsak dan je kar konkretno višja, tako da mislim, da načeloma, ko takole pogledamo vrsto, ne bi smelo biti težav, da bi plevel, se pravi, prišel naprej. Je pa problem, ko prijemo do takih faz, ko vmes ni koruze, zaradi že omenjenih težav, tako da v bistvu tukaj pa ne bomo mogli nič narediti. Ampak vseeno, ko takole pogledamo kot površino, ima lepo temno barvo, tako da je zdrava, hitro raste, vlage bo imela zdaj dovolj, tako da v bistvu bi mogli iti to vse po planih. Kaj se pa tiče tega, ko se mi je zabilo, zgleda pa tole takole. Dosti je še vlage tudi v tleh, tako da imamo kaj, včasih se kaj takega zgodi. Planiram pa tudi v kratkem imeti mečken po parcelcah, ko bo en mečken bolj fraj dan, da vidimo v bistvu razliko tudi med samim koruzam, ne. Tale tule je ena izmed najslabših, potem pa imamo tudi ene izredno lepe letos, tako da je vredno tudi to iti pogledati, tako da ko bo čas, se bomo sprehodili malo po parcelah, pa da vidimo same razlike, pa mogoče mečkem prekomentiramo, kje se je kaj dogajalo oziroma kje so bile kakšne težave, tako da, ja.
večino smo sfiniširali, 1 hektar soje še ostalo, ampak nam se že mudi balirati, drugače ne bo vse spolgal do odhoda na kmečke igre. Tako da zdaj letim domov, grem balirati, bom pa rekel fotri, če bom slučajno šel še okupati tole, no. Če ne bo pa že še jutr. Tako da to je to, pičimo domov na balirko, pa gaz dalje. Evo ga, rad nam je vse zbalirati, bilo je mečken hribovitega terena tudi, zdaj pa pičimo domov, že mečken zamujamo, tako da, ja, bo šlo vse skupaj na knap, ampak upam, da rata. Samo gas. Evo, Lebak zdaj tole nekaj probava na hoduljah. Mi da skotko bom pa tole gledal, ne čakamo, da smo na vrsti, ampak mislim, da bomo prvi še naredili. Prva je čez. Takole igre so potekale zelo dobro za nas, zdaj smo speljali še zadnjo igro, da bomo pokazali, zakaj se je šlo. Drugače pa top organizacija, letos smo bili top ekipa, dobro pripravljeni, osredotočeni, tako da upamo na visoka mesta uvrstitve in upamo, da prijemo tudi na državne igre. Tako da poglejmo še, kak je potekala zadnja igra, potem je pa to, v bistvu zaključek kmečkih iger, Mirni Peči. Takole, evo ga, dobili smo prvo mesto, prav Brežce! Tako, evo ga, kmečke igre so za nami, bilo je super, dobili smo to prvo mesto, ko smo si ga res želeli, tako da je bilo top, no. Sicer pa tudi ostale ekipe so se dobro izkazale, organizacija je bila super, tako da nimam pripomb, no. Zdaj gremo pa naprej, tako da, evo ga, smo že pelali vodo, kravcem čez jih spustimo na drug pašnik, da bo imeli senčko, ker je že kar topil danes veni. Bili smo tudi prmaš, zdaj pa pičimo nekaj zbalirati. Delali bomo pa zdaj ene malo manjše bale, zaradi tega, da bo lahko se na roke nekaj izdagalo, tako da bo spet na nek način mečkem bolj zanimivo. Tako da tole, pol pa pozno popoldne oziroma proti večeru verjetno gremo pa še nekaj pokositi. Tako da bo taka mečkem bolj delovna nedelja, ampak nekaj ekstra, tako da gremo.
Evo nas po včerajšnji nedeljski košnji, sledi ponedeljkova košnja, tako da v bistvu nadaljujemo s tem. Danes pa naj bi vse seno pokosili, kaj ga je še eno, tako da potem se lahko drugi polovici tedna posvetimo Otavi. Drugač pa, ja, gre odlično, nimam pripomb, sicer je malo vroče zunaj, tako da je tudi traktor malo topel, ampak zaenkrat vse funkcionira, tako da sam gas. Takole, evo ga, še zadnja parcelca pokošena. Pokosili smo danes približno 13-14 hektarov, nekaj takega, tako da smo bili kar uspešni. Zdajle pa pičimo domov. Moramo pa danes nov silos odpreti, ker je to starega spalil. Tako da še to bomo naredili, samo ne vem kdaj, ker je zdaj na soncu enostavno prevroče, tako da bomo videli, zdaj je ura pol petih, tako da mogoče čez kako urco, vidim, da se en oblak pele, tako da mogoče bo mečken sence naredil, pa takrat to naredimo. Tako da ja, zdaj pa pičimo domov. Ojoj, glih kar sem prišel domov in se pripravljam na neko ful hudo neurje, črn oblak je prišel, tako da pejmo hit pod streho. Imeli smo srečo, neurje je zalašlo mimo nas, dobili smo samo 5 litrčkov kaj takega rahovega dežja, tako da top. Zdajle nas pa čaka zadeva, moramo odpeti ta veliki traktor, odpeti ta sprednjo koso, zato da gremo s tamalim nakositi. Potem moramo tamalega odpeti, ker ga pelemo zvečer še internej, nekaj porihtati. Vmes moramo pa še pripraviti, se pravi, plac tam, kjer bomo odprli silos, ki je tudi zaseden, tako da bomo mogli malo prestavljati sem tam zadeve. Ura pa ni glih naš prijatelj, tako da se moramo kar obrniti. Zdaj
Zdaj sem mogel pa še postoriti, ker je bil tule na poligonu, ker so imeli varno vožnjo oziroma varno z delom. Evo nas, uspel nam je odpreti silos. Vidimo, da v bistvu kar dobro izgleda vse skupaj. Diši odlično. Zdaj kvalitete nekaj najboljše tule ni. Večina je tukaj noter trajnih travnikov, nekaj malega sicer detle, ampak zanemarljiv procent. Tako da bomo videli, kako bo, no. Fermentacija je pa kar dobro potekla, glede na to, da je bila suha roba, pa da v bistvu niti ni toliko cajta nazaj bila silirana. Se bom dal video gor, oziroma v okvirčku gor si ga kliknite, pa pogledajte, ko smo tole posilirali. Ampak, ja no, za sprot bo superno. Zdaj pa še tega odpnemo, pa pičimo še internet. Tako, evo ja, skočil sem še prej na pumpo, da je poln, zdajle pa pičim za še internet. Ne objasnim, zakaj se gre, zakaj ga peljemo gor, zaradi tega, ker je en senzor na zadnji hidravliki potreben kalibracije oziroma nekaj ne bi bilo s to elektroniko narobe. Zdaj pa peljemo gor, pa bomo videli, če bo jutri se vse tole po gruntu, pol ga pa gremo preciskati, tako da gre pol nazaj v pogon lahko. Ampak ja, jutri bom imel bolniško. Drugače pa ja, tole še zapeljemo, pol je pa to za ta vlog. V prihodnjih vlogih bo pa verjetno poudarek na krmi, kaj pa čemu. Ampak ja, no. Spremljite, pa se vidimo, uživite. Ajde, čau.